Po letu in pol so se na Slomškovi 49 v Murski Soboti zaključila gradbena dela in v petek je svoja vrata prvič za javnost odprlo medgeneracijsko središče Mensana. Nedaleč nazaj, pred dobrim letom pa pol, je tule stala razvalina življenja, bi lahko rekli. Namreč, nekoč je bila družbena prehrana ponos ne samo mestu, ampak širši okolici in znala je dobro kuhati in dobro smo se znali zabavati. No, ampak, seveda, prišlo je, tisti sivi časi so bili in družbene prehrane več ni bilo. In čakala je. In koga je čakala pravzaprav? Torej, vi veste, da smo mi, tule zadaj stojijo, levo in desno in vmes sedijo, moji sodelavci, ki jim pravimo ali si pravimo sami, pa vse bolj tudi drugi, zeleni rudarji Pomurja. In kdo drug naj najde zaklad kot rudarji. No in tako se pravzaprav začne zgodba. Neko nedeljo sedimo prijatelji, vsi trije so danes tukaj, me veseli, za kavo in se pogovarjamo, kaj dobrega bi se dalo s to družbeno prehrano v Murski Soboti napraviti. No in seveda, beseda da besedo, potem se nekaj časa razmišlja in pride do ideje, da bi prav v sredi mesta, tako kot je to običajno povsod po svetu, napravili center ponovne uporabe. Kaj pravzaprav je center ponovne uporabe? Torej, govorimo o delu produkta, o delu torej tiste vsebine, ki nadgrajuje naš posel. Če se mi ukvarjamo z tistim na koncu odpadki, moram reči, da potem seveda morajo se odpadki tudi nekje, oziroma njihova pot nekje začeti. In zato smo si rekli, da bo center ponovne uporabe priložnost takšna, ki jo bomo izrabili in začeli smo snovati idejo. Župan mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek, je izpostavil, da je medgeneracijsko središče Mensana rezultat sodelovanja vseh županov in pa, da se bodo podobni objekti načrtovali tudi v ostalih občinah. Danes je en poseben srečen dan, tudi za mene osebno, zaradi tega, ker ko sem pred 35 leti prišel v Soboto, sem odal poreta še v družbeno prehrano. Potem, ko se je življenje nekoliko bolj spoprijelo za Soboto moje, smo bili tule na nešteto gostovanjih, na nešteto sindikalnih feštah. To so bile najboljše kuharice, najboljše kelnarice in potem je prišlo obdobje, pravzaprav žalostno obdobje, ki je vse skupaj padlo. In jaz se še niti nisem zavedal, da bom župan mestne občine, ampak ko sem postal župan, sem si zadal, da z tega prostora nekaj naredimo, da bo boljše ali pa vse tako, kot je bilo prej. In imel sem srečo, da sem srečal direktorja Ceropa, Ferija Cipota in se mu zahvaljujem, da je sprejel idejo o tem, da naredimo tukaj medgeneracijski center. To je bila ideja, seveda, ki je bila potrebna nadgradnje. Vsi županje in župani iz celotnega Pomurja so mogli potrditi to idejo. In se jim zahvaljujem resnično vsem, da so se upali v ta projekt in kdor pravi, da župani ne sodelujemo, da ne držimo skupaj, tukaj od zadaj je dokaz, da sodelujemo skupaj in takšni objekti bodo nastali tudi v ostalih občinah v celotnem Pomurju. Res enkraten dan, tudi občanke in občani, ki so danes prišli, tisti starejši, ki se spomnijo te nostalgije družbene prehrane, so izjemno navdušeni. Jaz mislim, da s tem projektom dobiva celotna regija, mesto pa je na nek način revitaliziralo eno degradirano območje in takih je še veliko v mestu. Jaz se zavedam, da je treba še urediti ekonomsko šolo, da je treba urediti prostor bivšega potrošnika, da je potrebno urediti bivšo knjižnico. To so vse izzivi pred nami, ki jih bomo naredili, samo moramo držati skupaj. Pravzaprav so ljudje močno podpirali ta projekt.
Res je, da si tu pa tam po kakšnem spletnem mestu našel koga, ki gotovnja, ampak to je običaj, ne? In mi se s tem nismo ukvarjali, šli smo svojo pot in bomo šli tudi naprej. In vesel sem, da je to pomurski projekt, da je to regijski projekt, da smo za tem stali vsi, torej vse občine in da se bo stvar širila. Že naprej smo napovedali, da se tu ne bomo ustavili, ne rečem, da bo vse povsod takšen objekt, kot je tu, ampak podobne stvari, vsebine, ki so torej pomembne za dejavnost, za katero se ukvarjamo, bodo nastajale tudi drugje. To, da Cerop stremi k zmanjševanju odpadkov, pa so dokazali tudi s tem, ko so ohranili prej obstoječi objekt stare družbene prehrane. Nekdo bi lahko ponavljal, danes je en krasen dan, ampak je res. Moram povedati, da smo res težko pričakovali ta dan X. Čeprav dejansko je prej ali slej vsaka stvar končana in danes je v bistvu predaja tega objekta medgeneracijskega središča neka posebna zgodba, ki je seveda imela dolgi rep, ali pa tudi glava in rep sta bila precej narazen. Ko smo mi začeli z to idejo, je bilo to približno pred 5 leti in precej je bilo potrebno vložiti, da je to nastalo, kar je. Predvsem je veliko bilo neke skeptike, ali bo stari objekt, kjer smo zdaj, vzdržal, ali je to dovolj pametno, da se odločimo, da rekonstruiramo objekt, tisti, ki je že tu bil je v zelo slabem stanju, ampak pokazalo se je, da je objekt pravzaprav torej gradbeno v izjemno dobrem stanju, bilo je sicer drugače vse zapuščeno. No in kot danes vidimo, ta objekt dejansko bi bila velika škoda, če bi napravili 10.000 ton novih odpadkov brez potrebe. Zdaj je to izjemno lepo urejeno in tudi funkcionalno, tako da sem prepričan, da bodo ljudje spet začeli hoditi nazaj, torej družbena prehrana že diši po svoje, zdaj bo to sicer poleg kraja, ampak ker je poleg kraja, bo pa še lepše. Kot je bilo omenjeno, je ključe objekta prijela direktorica podjetja Mensana Nuša Pavlica Jakovljević, ki je na kratko predstavila različne aspekte medgeneracijskega središča. Podjetje Mensana je socialno podjetje, ki ga je ustanovilo 5 partnerjev, in sicer Cerop, Puconce, društvo Mozaik kot socialno podjetje društvo Korak naprej Murska Sobota, društvo Pomenaj Lendava in pa društvo Zeleni rudnik. Torej Mensana, socialno podjetje, je zdaj, kot ste videli, prevzelo ključe in dejansko pričelo delovati. Danes na otvoritvi moram povedati, da sem presenečena, koliko ljudi je in sem res vsem zelo hvaležna, da so prišli pogledati in vidim, da je ta družbena prehrana res ena nostalgija Sobočancev in pa tudi tistih, ki so kakorkoli študirali oziroma se učili in hodili v srednjo šolo sem v Mursko Soboto, torej vseh Pomurcev. In da verjamem, da ne bojo razočarani s ponudbo današnje Francove župe, ki bo tudi naša stalnica. V medgeneracijskem središču Mensana bo kar nekaj dejavnosti. Paradni konj nam bo restauracija poleg kraja, kjer bomo nudili lokalno in pa domačo hrano, domače recepte, tudi na novo narejene recepte in na novo narejena hrana. Nadaljujemo z pralnico Mensana, kjer bomo čistili, prali, likali in pa tudi popravljali. V trgovini centra ponovne uporabe se bo dalo kupiti rabljene stvari, se pravi ponovna uporaba. Tukaj sledimo smernicam, ki ga ima Cerop, da zmanjšujemo odpadke. V prvem nadstropju nastaja igralnica Mali čudo, ki je namenjena malim in velikim otrokom, staršem in starim staršem.
Tu si enostavno predstavljamo resnično medgeneracijsko druženje. V neposrednji bližini igralnice Mali čudo je medgeneracijski prostor, ki ga nameravamo ponuditi tudi za seminarje, konference in podobne dogodke. Tukaj bi pa izpostavila to, da je vsa oprema, ki jo imamo v objektu Mensana, iz ponovne uporabe. Številna množica ljudi je bila priča simbolični otvoritvi medgeneracijskega centra, ki sta ga namreč otvorila najstarejša prebivalka in pa najmlajši prebivalec objekta. Danes smo odprli v bistvu objekt, torej končali smo objekt, prevzeli smo objekt in ga tudi hkrati predali naprej naslednjim uporabnikom. S tem, da že jutri začenja restauracija normalno delovati, vse ostalo pa bo tudi zelo hitro. Lahko rečem, da vse stvari so nastavljene tako, da v 3 mesecih bo kompletno zaživelo vse tisto, kar je mišljeno v tem objektu.